Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domače prve lige Telemach. Lep pozdrav še enkrat seveda iz Kidričevega, kjer je pred nami še zadnja tekma 8. kroga, Aluminij in Maribor, kot lahko vidite tudi sami. Prišel do žoge, lepo zdaj Alvir Šturm je krenil proti napadu, izjemno hiter je Šturm, Pečnik ga spremlja, prišel je do žoge Šturm, priložnost za Maribor in Janžekovič je obranil ta strel. Bil je Milec, seveda, kot že rečeno, igra na zame nekoliko atipičnem položaju, levo zadaj, še ena podaja pred vrata in zadetek Kidriča. 14. minuta srečanja, 1:0 za Aluminij, strelec je Marinšek. Nik Marinšek, če sem videl prav, veselje seveda med navijači Aluminija, predložek je bil to z leve strani, Marinšek pa se je najbolje znašel pred golom Ažbeta Juga. Tule poglejmo še enkrat tole podajo iz avta, tu jasno prepovedanega položaja ni, potem pa Kreflova podaja pred vrata, hitrejši je bil Marinšek. Šturm podaja proti Repasu, Repas se je odločil za strel z razdalje. Podaja to Repasa, po izkusu igrane kombinacije, strel z razdalje. Voloder preigrava, Čerlek mu je brez prekrška žogo oduzel, nova priložnost za Aluminij, Kadrič je pred vrati, Kadrič je sam in kakšna obramba Juga, še nevarno, res poizkuša, pa Kadrič znova do žoge. Tudi na drugi strani, naj povem še enkrat, Oskar Drobne pogreša Luko Petka, pa Horvata, Štuseja in Dodleka. Podaja proti Alvirju. Brez pravega zaključnega strela do tega trenutka, ko je iz obrata poizkusil Žugel. Odločil se je za povratno podajo Čerleku. Čerlek še preigrava. Brest, no, velika priložnost in švignila je žoga mimo desne vratnice. Igrava Tilen Pečnik, otresel se je Martinoviča. Pečnik je v kanskem prostoru, padel je Pečnik, 11 metrovka. 11 metrovka za Aluminij. Tilen Pečnik je tule krenil v kazenski prostor, njegov nekdanji soigralec, zdaj seveda branilec Maribora, Ilija Martinovič pa ga je zapletel, tule bomo videli še enkrat. 86. minuta, Krefl strelja, Aluminij vodi 2:0 in ali je ta tekma v Kidričevem zdaj odločena. Aljaž Krefl, ki je bil že v prvem polčasu eden najaktivnejših, je zdaj asistenci z prvega dela dodal še zadetek, takole z bele pike premagal Juga, ki je šel sicer do konca, so preostale še manj kot 3 minute tega dodatka, bo skočil z zadnjega mesta, tole je priložnost in Kidrič je zadev. Zdaj je zgodba dokončno končana, zadev je tudi Oskar Drobne z menjavami, takole se veseli svojim pomočnikom Luko Gobcem, veselijo pa se seveda tudi nogometaši v rdečih majicah. Rok Kidrič je izkoristil tole priložnost, morda je šlo celo za prepovedan položaj, ampak Sigurno, hvala lepa za čestitke, sigurno je zmaga prišla v pravem trenutku. Bom rekel najprej, da je prišla reprezentančna pauza v pravem trenutku, da smo se lahko dobro pripravili, dobro psihično spočili in fantje so res zelo dobro delali teh 14 dni. Malo se je že nakazovalo že v prijateljski tekmi proti Domžalam, da prihajamo v tisto brzino, da smo hitri, da si ustvarjamo določeno število priložnosti in danes, hvala Bogu, čisto drugačna tekma je bila danes, ko smo povedali. Do zdaj prvenstvo nismo nikoli bili v tej situaciji.
drugi polčas smo potem stopili malo bolj nazaj, bolj zaprli tekmo in potem proti koncu tekme imeli vedno več prostora in potem izkoristili ta prostor in dosegli še 2 zadetka. Ja, glejte, če se igralci ne bodo po današnji tekmi z Mariborom najedli te samozavesti, se nafilali, jaz ne vem, po kateri tekmi bi se potem lahko. Absolutno bo vzdušje drugačno. Če pa me sprašujete o pokalu, letos je čisto drugačna situacija, samo 12 ekip nastopa v pokalu, absolutno nismo domačini, prihaja Koper. Ja, in če pogledamo samo zgodovino zdaj v tem prvenstvu, Koper edino neodločen rezultat je prvo kolo odigral tu, tako da mi smo maksimalno potrudili. Pokal je pa specifika, ni potrebno niti zmagati v 90 minutih, lahko 120 potem na penale. Tako da je pa vsaka tekma zgodba za sebe. Absolutno pa seveda pokalo na zmago. Kar se tiče pa prvenstva, pa normalno, glave gor, samozavest in zelo optimistično lahko pogledamo naprej. Gremo se fajta dalje, boriti, pravi pristop in nove borbe. Potem po Kopru Tabor, bomo videli, kako bo. Ja, seveda, ne. Jutri je prav poseben jubilej, ima naš sodelavec Mladen Dobanović, iskrene čestitke. Mladen jutri praznuje Abrahama, tako da ja, absolutno fantje, ekipa posveča to zmago Mladenu, da bo še naprej nas zabaval, da bo tak humorist kot je in vse najboljše. Ja, če bo prvi čestitke Aluminiju za zmago, mislim, da bi tekma lahko se obrnila zelo v drugo smer, da rezultat ne prikazuje realnega stanja na terenu. Spet smo se pripravili ogromno enih priložnosti, praktično vsaka situacija nas kaznuje. Sigurno to ni dobro, ampak po drugi strani nekako prihajamo v situacije, enostavno žoga noče v gol. Aluminij je izkoristil tisto, kar si je pripravil, mi pa na drugi strani ne. Tudi časovno smo nekako gole dobivali v situacijah, ko smo imeli, bom rekel, prevlado, premoč, ampak enostavno nas individualne napake, bom rekel, stanejo na koncu točke. Pa jaz mislim, da je kvaliteta tu nekje od prvega do zadnjega, da nekako tisti, ki se mu nekako posreči, lahko potem tekmo pelje v eno smer, tako da mislim, da ni dobrega ali slabega razporeda, je samo naslednja tekma, na kateri moramo biti boljši. To ni moja stvar, to je, bom rekel, stvar kluba. Mi smo od prvega dneva nekako zastavili projekt. Kot sem rekel, rezultatsko sigurno nismo na nivoju, ki bi si v tem momentu zaželeli, je pa prvenstveno maraton, pred nami je še ogromno tekem in sigurno si želimo to dokaj kvalitetno podobo nekako realizirati v smislu zadetkov, na drugi strani, bom rekel, imeti večjo individualno odgovornost v fazi obrambe in potem lahko, bom rekel, pričakujemo boljše rezultate. Ja, bi se kar strinjal. Mislim, da smo zelo dobro odprli tekmo. Stisnili Maribor na njihovo polovico, imeli dosti nekih situacij, lahko bi tudi počas zaključili 2-0, lahko bi pa tudi v prvem polčasu iz nekih situacij mogoče prejeli zadetek. Tako da mislim, da smo bili v prvem polčasu boljši, prvi del prvega polčasa. Kar se tiče pa drugega polčasa, bi pa rekel, da nas je Maribor pričakovano stisnil, mi pa smo izkoristili te svoje šanse, ki smo jih imeli, pametno smo odigrali in zasluženo zmagali popolnoma. Ja, no ne vem, ne bi se glih s tem najbolj strinjal. Jaz sem zadolžen za 11 metrovke, v to sem siguren in upam, da bo tako tudi naprej. Ne znam, prvo polovreme mislim da smo bili puno bolje od Aluminija. Imali smo neke svoje šanse, u prvih 10 minuta smo imali, mislim, 3 zicera. Mogli smo voditi 3-0, oni su nam dali taj gol, praktički su nas ugurali u gol. Ne znam, drugo polovrijeme, mislim da smo dobro ušli u drugo polovrijeme i to, da smo imali inicijativu, ali napravili smo glupi penal, dobili taj drugi gol, nakon toga još jedan izgubili 3-0, ne znam, veliko razočaranje i ne znam, moramo svi skupiti glave i protiv Mure doma uzeti 3 boda. Pa mislim da je najbitnije da se svi skupimo kao ekipa i da jednostavno zaboravimo ovo što je bilo do sada i da probamo nekako sa pozitivne glave ići dalje i da izvučemo maksimum iz sebe jer od negative nema ništa.